Danes bomo spoznali, kako lahko naredimo kompas iz predmetov, ki jih imamo že doma. Preden začnemo z izdelovanjem kompasa, pa je pomembno, da ponovimo, kaj so magneti. Saj je kompas samo malo poseben magnet. Verjetno že veš, kaj je magnet, saj si se z njimi že igral. To so predmeti, ki se med sabo privlačijo ali odbijajo z neko nevidno silo. Magneti so v resnici sestavljeni iz dveh strani. Tem stranem rečemo poli. Poznamo severni in južni pol. Če magneta približujemo z isto stranjo, se odbijata. Če pa z nasprotno, se privlačite. Kaj pa privlači magnetno iglo, ki je v kompasu? Magnetno iglo privlači največji magnet, ki ga poznamo. To je naš planet Zemlja. Zaradi snovi, ki so v središču Zemlje, se obnaša kot velik magnet z enim polom na severnem tečaju in drugim polom na južnem tečaju. Ta pola privlačita magnetno iglo v kompasu, da se po celem svetu obrne proti njima. Pa poskusimo kompas izdelati še sami. Za izdelavo potrebujemo tanek kolobar plute, ki ga dobimo iz zamaška za vino, šivanko, posodo, kompas, magnet in vodo. Šivanko najprej prebodemo skozi ožjo stran plute. Pri tem pazimo, da se ne ranimo. Ko smo to naredili, vzamemo magnet in z njim drgnemo ob šivanko. S tem šivanko namagnetimo. To pomeni, da se začne obnašati podobno kot magnet. Ne smemo pozabiti namagnetiti obeh strani šivanke. Ko smo to naredili, napolnimo posodo z vodo in vanjo položimo šivanko. Šivanka se začne vrteti, dokler se nekje ne ustali. S kompasom lahko preverimo, da res kaže v smeri severa. Kot pravi znanstveniki, poskus ponovimo večkrat. Vsakič dobimo isti rezultat. Konec šivanke, ki ima luknjo, kaže proti severu, špica pa proti jugu. Čas je, da še vi odgovorite na kakšno vprašanje. Vemo, da luknja kaže proti severu, špica pa proti jugu. Kaj pa, če namagnetimo iglo z drugo stranjo magneta? Kam se bo obrnila igla, ko jo položimo v vodo? A. Špica bo kazala proti severu, B. Špica bo kazala naprej proti jugu ali C. Špica bo kazala čisto v drugo smer.
Pravilni odgovor je A. Če šivanko namagnetimo z drugo stranjo magneta, se njene lastnosti obrnejo. Kar je prej privlačila, odbija in obratno. Kaj pa, če igle nimamo pri roki? Po hiši lahko pobrskamo za nekaj predmetov, ki so igli zelo podobni. Vžigalica, plastična palčka, sponka ali zobotrebec. Katerega od njih bi lahko namagnetili in uporabili namesto šivanke? Pravilni odgovor je sponko, saj je edina narejena iz kovine. Sponka se res obrne proti severu. Drugih snovi, kot so les, steklo, plastika, karton in podobno, se ne da namagnetiti. Vsi ostali predmeti samo ostanejo tam, kjer smo jih odložili. Kaj smo se naučili? 1. Če z magnetom drgnemo v iglo, se ta namagneti. To pomeni, da se začne obnašati podobno kot magnet, privlači druge magnete, kovino in podobno. 2. Če iglo drgnemo z drugo stranjo magneta, dobi obratne lastnosti. Kar je prej privlačila, odbija in obratno. Špica se namesto proti jugu obrne proti severu. In 3. Namagnetimo lahko samo stvari iz kovine. Če druge stvari drgnemo z magnetom, se nič ne spremenijo. Ostanejo točno take, kot so bile.